Jaz mislim, da je to fundamentalno povezano s tem, kaj ljudje smo, z našo človeško naravo. Fight, flight or freeze, kot reče po slovenski. Se pravi, ali imaš boj, ali imaš beg, ali imaš pa otrpneš. To so te tri naravni odzivi. Na situacijo. Borilna veščina te eno stvar navadi, da se lahko stvari fejs bojiš, pa niso tako hude. Imaš upravičene, pa neupravičene strahove. Ker to prideš v kontrolirano okolje delati. Je to dobra stvar, da ti lahko človeški potencial razvijaš do maksimuma. In to je nikoli dokončana zgodba. In ta razvoj človeškega potenciala je fundamentalna za to, da probaš svet zapustiti boljši, kot si ga dobil. In ko prideš na trening, pa to treniraš, vidiš, da ti na začetku ne gre, pa ti pa postopoma pa zelo, zelo polahko boljši ratuješ. Včasih tudi ne vidiš, a boš daj to sploh razumel, a boš sploh boljši ratov ali ne. Se pravi, zmeri probaš biti za procent boljši. To, če vladaš v nulo, nikoli nisi do konca, da ne moreš stvari boljš narediti. Ampak to ni človeška narava, mi smo delovni stroj. Mi smo razmišljajoč stroj. Zdaj, če imaš ta ustroj nekak dan, pa vidiš, da je to v redu, da ti to zadovoljstvo da, potlej je to dobro. Sebe večkrat iz comfort zona dati ven. Grejo stvari naprej, ampak to je zaradi ves ta orodje, ves ta okvir je zato, da ti ta svoj človeški potencial razviješ več, kot ti misliš, da ga boš lahko sploh, kadarkoli. In je dobro orodje. Če ti pač ta stvar odgovarja, če te zanima, prej si rekel notranja motivacija. Ja, motivacija pride samo znotraj. Mene so tako na začetku naučili, da tisto, kar vidiš, moraš videti globje. Nisem tisto, kar na fasadi vidiš. Imaš lahko veliko stvari, ki samo lepo izgledajo. Koliko te pa izpopolnjujejo. Tako kot je borilna veščina, tako je tudi vsaka druga stvar veščina. Ali je to odnos, ali je to ljubezen, ali je to vse veščina. Če lahko tako gledaš, no, pa ne boš dosti falil, če tako gledaš. Vse veščina, ki se jo lahko naučiš. Probaj se primerjati s sabo pred 5 minutami. To je za moje pojme edin način. Mislim, edin zdrav mindset.